Do sedaj je s projektom 20 za 20 glasba bila približana že več kot 40 tisoč otrokom. Podarjenih pa je bilo tudi več kot 400 glasbil. Danes je pa zelo poseben dan za dom Antona Skale, ki je prejela glasbila od ljudi, ki imajo vsak svojo neko življenjsko zgodbo. In zato je bilo tudi današnja prireditev zelo emocionalna in tudi sami otroci so pokazali, kako so glasbeno nadarjeni in kakšno moč ima tudi glasba, kaj naredi z otroci in z mladimi in v bistvu z vsemi ljudmi, ki se ji prepustijo. Prva dobrotnica je gospa Metka, ki je pred enim letom doživela hudo prometno nesrečo, katere posledice nosi še danes. Skupaj s svojim vnukom, ki je glasbenik, sta se odločila, da del odškodnine podarita v dobrodelne namene oziroma projektu 20 za 20. Tako sta otrokom doma Antona Skale podarila čisto novi kahon. Darila pa se je najbolj razveselil Milan. Ful dolgo igram. Jaz sem začel trenirati ko sem bil star 11 let, takrat. Pa imaš posebej učitelja za to, ne? Ja, kar je tudi res. K tistemu učitelju se vozim pač, kako bi rekel, v Polskavo, tam, kjer imamo svoj čas, da lahko odigram svoje. Danes pa ti je Soki prinesel darilo oziroma ta kahon ima posebno vrednost, ne? Ker so ga podarili tudi dobri ljudje. Boš pazil na njega? Ja. Da je glasba pomembna, ve tudi 10-letni fant Alin, ki je prijazno podaril svoje električne klaviature. Ker sem hotel srečiti otroke, da bojo veseli, da bojo čim več glasbe igrali, pa da jim bo glasba pričala v kri. Aleksander je v mladosti igral bobne za svojo dušo, potem pa mu je za ta hobi zmanjkalo časa. V bistvu sem imel v sebi neko idejo, da bi podaril nekomu, ki bo lahko to izkoristil, kot jaz nisem mogel. No in sem kontaktiral Sokija, če on slučajno kaj ve, kam bi to bilo najboljše podariti, kaj on misli. In je v bistvu se poklopilo časovno, da je rekel, da pač išče za ta dom Antona Skale. Svoje je pridal še Peter Poles, ki je otrokom podaril novo kitaro, na katero se bodo otroci lahko učili novih akordov. Če se glasbi prepustiš, nima konca, pravi Marko Soršak, ki je s svojim projektom 20 za 20 dosegel že veliko mladih glasbenih src. Krasni rezultati se kažejo že po 3 letih tega projekta. Nastali so novi šolski bendi, tudi učitelji prej, da se otroci boljše razumejo, boljše ocene dobivajo otroci. Nisem si pa nikoli mislil, recimo, da bi s tem dobrodelnim delom lahko odpiral tudi nova delovna mesta, kar se tudi že to dogaja. S podarjenimi inštrumenti bodo lahko tako mladostniki kot tudi člani glasbene skupine Utrujeni pingvini ustvarjali in uživali v glasbenih trenutkih, prav tako pa jih bodo koristili pri glasbenih terapijah, ki otrokom nudijo varen prostor, kjer se lahko srečajo svojo stisko, jo izrazijo, preoblikujejo in ozdravijo. Jaz moram reči, da sem navdušen nad njihovo reakcijo in res iskrenostjo, ko vidiš, da se zdi se, da so zelo veseli. S tem pa tudi jaz, seveda. Jaz sem prepričan, da so šli v prave roke. Še posebej, ko sem videl Milana, da se ukvarja s tem in mu zelo dobro gre, tako da verjamem, da bodo v dobrih rokah. Navdušen nad tem posebnim delom projekta je prav tako Marko Soršak, učitelj in bobnar s srcem in želi si, da bi mu uspel na novo zastavljen cilj. Izkoristil bi to pa tudi se resnično zahvalil vsem, ki so prispevali vsak svoj, vse, kar vsak lahko prispeva k temu projektu, da je že bilo obdarjenih več kot 80 osnovnih šol in seveda grem do 100 in upam, da mi bo razpelo. Že Platon je dejal, da bi lahko napovedal, kakšna družba bo nastala, če bi lahko odločal, kakšno glasbo bodo poslušali mladi. Z novimi inštrumenti pa bodo sedaj lahko ustvarjali lepo in mirno okolje tudi vzgojitelji z otroki in mladostniki doma Antona Skale. Veseli so, da niso pozabljeni, da so opaženi in iskreno se veselijo novih glasbenih dogodivščin.